se v Nanocentru, to je nekak skupni projekt več slovenskih raziskovalnih organizacij, vključno s Inštitutom Jožef Stefan. Nahajamo se v prostoru za nanofabrikacijo, kjer izdelujemo različne trenutno najbolj aktualne so pač kvantni čipi, kvantne napravice. Te delamo za celo vrsto različnih rečemo zainteresiranih skupin po svetu, tudi s podjetji, kot je na primer Google Quantum AI. Glavni poudarek je na razvoju povsem novih pristopov in tehnologij, pa tudi znanstvenih dognanj, ki so povezani z kvantnimi tehnologijami. V sodelovanju s podjetjem Google smo trenutno osredotočeni na izdelavo nove generacije kvantnih bitov, kjer se predvsem osredotočamo na stabilnost teh kvantnih čipov. Zdaj, kaj s stabilnostjo mislim? Tukaj je zelo pomemben dejavnik pri kvantnih bitih je tako imenovana koherentnost. Koherentnost v bistvu pomeni to, kako se to kvantno stanje, s katerim potem lahko računamo, kako se ohranja v neki dolgi časovni skali. Okay? In eden izmed glavnih izzivov trenutno v svetu kvantnega računalništva je, kako izboljšati to koherenčno lastnost, ker bi to vodilo do boljših računalniških zmogljivosti kvantnega računalnika in tudi izboljšalo morebitne napake, ki se trenutno pojavljajo in ki so trenutno velik problem. Velik izziv trenutno so kvantni računalniki. Teh je cela vrsta različnih. Mi smo se pač osredotočili na enega oziroma en ali dva pristopa. Čeprav je to relativno nova tehnologija, je zdaj jasno, da ta tehnologija bo pripeljala do zelo konkretnih uporab. Naša domišljija napoveduje, da se bo nekaj zgodilo prej, kot se potem kasneje uresniči. Ampak brez dvoma pa lahko pričakujemo velike napredke v uporabi teh računalnikov na področju farmacije, recimo na področju optimizacije mobilnosti, na področju komunikacij. Kot organizacija Nanocenter, ki ponuja tovrstne usluge veliko različnim uporabnikom, smo trenutno v postopku priklapljanja CERIC-u, to je Centralna evropska združenje raziskovalne infrastrukture, v okviru katerega pravzaprav ponujamo to naše znanje, ki ga imamo zelo širokem spektru različnih ustanov v Evropi. Sodelovanje omogoča to, da tuji raziskovalci pridejo k nam, hkrati pa tudi naši raziskovalci v okviru tega Evropskega združenja imajo dostop do podobnih inštalacij po celi Evropi. Glede dela me najbolj fascinira mogoče ta aplikacija teh novih kvantnih pojavov na neko bodočo industrijo, neko bodočo tehnologijo. Ker če tako pogledam, mogoče 20 let naprej, 25 let naprej, sem tako prav vesel, prav excited, kaj vse se lahko dogaja in kaj vse po mojem mnenju se bo zgodilo in se bo spremenilo, tako da je zelo fajn biti vključen v te stvari.